podzemlju. Smo v deželi Koroški, tik ob slovensko-avstrijski meji. Med zalimi dolinami od Tople do Šentaneva se dviga mogočni gorski masiv Peca. Nekoč se je gorski škrat skušal z Bogom, kdo je močnejši. Zvabil je Boga na vrh Pece in mu rekel: "Vsa lepa dežela, kar je vidiš pod seboj, bo tvoja, če stavo izgubim." A pohlepni škrat je stavo izgubil in Bogu je pripadla vsa Koroška z lepimi kraji in planinami, kar jih je Bog mogel pregledati. Po pobočjih gore so se pred stoletji naselili rudokopi. Za preživetje so kopali rudo iz njenega podzemlja. Še danes so vidni sledovi nekdanjega rudarjenja na površju gore in spodaj v dolini ob reki Meži. V goro so zasekani rovi rudokopov, iskalcev svinčeve in cinkove rude, ki so jih vrtali vanjo kar 3 stoletja. V gozdovih je še danes mogoče najti stare vhode v podzemlje. Pod visokimi razgledi so v tej gori številni dostopi v podzemni svet. Naj vas vodim van skozi pretekle in sedanje čase. Najbolj znana legenda gore govori o skritem kralju, ljudskem junaku in njegovi speči vojski. V te rove se je pred Turki zatekel z vojsko kralj Matjaž. Zdaj spi v skritem rovu gore, pravi legenda. Nekoč se bo gotovo prebudil, prišel s svojo vojsko na dan. Pregnal bo krivico sveta in dočakali bomo zlate čase. Kakor da še danes iščejo votlino s spečo vojsko, je v rovih pod Peco vse polno zvokov in vrvenja. Spuščamo se v goro proti dnu. Pod nami se vrstijo skrivnostni, še nepoznani prizori. Bližamo se vrvežu jamskega življenja. Zašli smo torej med podobe rudarskega življenja. Čakajo nas srečanja s preteklostjo, kakršno je bilo nekoč mogoče spoznati v nekdanjem rudniku. Na poti me ves čas spremlja skrivnostna podoba, stari knap. Vodnik med podobami izginule preteklosti. Vse spominja na mravlišče, polno je vrvenja in zvokov. Od začetka rudarjenja so knapi, kakor pravijo rudarjem, izkopali kar 19 milijonov ton rude. Rovi v Peci se spuščajo v notranjost z vrha gore od 2000 metrov nadmorske višine pa do globine 267 metrov. Več kot 300 letih izkopavanj je bilo v gorski masiv Pece izvotljeno obsežno podzemlje rovov in odkopov, ki se raztezajo v dolžino več kot 800 kilometrov, kar je, na primer, razdalja med Rudnikom in Frankfurtom. Ko gledam, kako se prepeljujejo mimo mene rudarji, se sprašujem, kdo ve, koliko se jih je vse do danes prebijalo skozi temo te gore.
Že od samih začetkov rudarjenja nastajajo zgodbe o iskanju boljšega življenja pod njo, o iskanju dragega kamenja v podzemnih svetovih in o domnevnih skritih zakladih v njenih votlinah. Mnogi rudosledi so pohlepno iskali svetleče kamenje, v votlinah gore pa se je za marsikaterim zavedno izgubila sled. To je bil čas zgodb o gorskih škratih, Bergmannelcih, ki so v jamskih teminah varovali dostop do zakladnih kamenj. Knapi smo se Bergmannelcev bali, pa smo jih tudi spoštovali. Bergmannelci so skriti vse povsod, vedeli so za vsako delo, pa tudi za vsako nesrečo. Včasih so bili malo v žleht, za tiste, ko so ravbali rudnik. So jih pa tudi kar hitro poštrafali. Kaj se dogaja? Naj opazuje varuh gore Bergmannelc? Znano je, da bivajo v Peci gorski škratje. A da prideš do njih, moraš kopati v goro rove. Tako pravi stara koroška ljudska pripoved. Gorski škratje pa živijo v notranjosti kot varuhi zakladov. V gori so poleg svinčeve in cinkove rude tudi nahajališča številnih bleščečih mineralov. Posebno bogata so nahajališča vulfenita. Gorski škratje Bergmannelci kaznujejo pohlepnost rudarjev ter roparsko izkoriščanje rud, pravi izročilo, in napravijo, da se kak rudar ponesreči, podjetniku pa spremeni rudo v ničvreden kamen. Nekoč so 4 rudarji v Peci odkrili veliko podzemno dvorano. Stene so bile posute z diamanti. Iz stene pa se je oglasilo: "Vzemite si, kolikor potrebujete za življenje." Ker pa se jih je polastila lakomnost, je pridrvel gorski škrat in jih napodil: "Če niste zadovoljni z majhnim, ne imejte ničesar." Znašli so se na starem mestu. Votline ni bilo več, diamanti pa so se spremenili v žepih v navaden kamen. Najstarejši pisni viri omenjajo rudarjenje v Peci že v srednjem veku. To so zapiski vojvode Ernesta Železnega. Najstarejši ohranjeni dokumenti o rudarjenju v gori pa so rudosledna dovoljenja, kakršno je dovoljenje Zigmunda Ottenfelsa za odprtje svinčevega rudnika na področju Črne iz leta 1665. Ko je Avstrija leta 1809 odstopila Napoleonu svoje južne pokrajine, med njimi tudi del Koroške in Kranjsko, je ostala Mežica edini svinčev rudnik na njenem ozemlju. Na Pogorju je delovalo veliko manjših rudniških lastnikov, ki so imeli vsak svojo skupino rudarjev, s katero so hoteli čim hitreje obogateti. Vendar jih je velika večina propadla. Poglejmo prizore o začetkih rudarjenja v gori. Vsak lastnik rova je imel svojo skupino rudarjev. V rudniku so delali tudi ženske in otroci. Rudarski delovnik je trajal najmanj 14 ur. Kako težko življenje so živeli nekoč mežiški rudarji, si lahko predstavljamo, če vemo, da je potekalo takrat delo v jamah brez ventilacije, da je bil v njih vzduh po lojevih svečah in smodniku. V rovu sta ponavadi delala po 2 rudarja. Za vrtanje pa sta uporabljala kladivo in dleto. V posebno nizkih rovih so rudarji uporabljali posebno kladivo z zakrivljenim ročajem, tako imenovane šlenkarje. Pred stoletji so si pomagali pri kopanju rovov v trdo hribino tako, da so kamnino segrevali z ognjem in jo nato polivali z vodo. Tako razpokano hribino so potem lažje kopali z dletom in kladivom.
Vse do začetka 20. stoletja so imeli rudarji na voljo eno samo svetilo. Poljenko na ripsovo olje, ki so ga pridobivali iz oljne repice. Najbolj težavno je bilo odkopavanje navzdol, ker so morali rudo dvigovati z vitli. Rudo so že pri odkopavanju prebirali. Bogatejši lastnik rova je imel rovu tudi do 40 rudarjev. Rudar je moral material dvigniti stale ročno. Tudi nakladati je moral ročno. Temu so rekli zecanje. Ženske in otroci stari od 7 do 14 let so prebirali rudo, starejši pa so jo izvažali. Rudo so prevažali z lesenimi vozički. Vse do leta 1905 so rudo odkopavali povsem ročno. Šele takrat pa so za vrtanje uvedli posebna vrtalna kladiva. Nakladanje in transport pa sta bila še vedno ročna. Ja, ponavadi smo vrtali od spoda na vzgor, kakor je pač ležala ruda, tako visoko, da je rude zmanjkalo. Pa smo pa na isti form kopali tam zravno. Jalovino smo pa ponucali za to, da smo zasipali te stare rove. Odkopani prostor so dvigali nad nivo obzorja. Tam so naredili drče za prehode. Ko se je odkopavanje rude selilo z višjih leg v dolino in pod njeno dno, so podkope po višini povezali z upadniki in šahti oziroma navpičnimi jaški. V rudniku je bilo na delu vedno veliko tesarjev ali cimpermanov, ki so utrjevali rove in prehode. Ja, knapovska deva so bile vse sorte. Ani so streljali, drugi so kopali, ta tretji so filali pa bek vozili, cimpermani so pa pocimprali, kaj če je potrebi. Devalo se je pa vse na roke. No ja, streljali glih nismo na roke. Uporaba smodnika je v 17. stoletju prinesla v rudarjenje velik napredek, vendar je delo kljub temu zelo počasi napredovalo. Leta 1871 so namesto črnega smodnika začeli uporabljati dinamit. Naboje so vžigali z rudarsko kapico in počasi gorečo vžigalno vrvico. V eni izmeni je izkopal novih 11 cm rova, pri tem uporabil 40 gramov dinamita in 4 kapice. So zapisali leta 1892. Prvi so morali strelci sami plačati. Da bi se kaj prešparal, so sami devali cinžinure. Rekli so jim šveble. To je bila tako eno per dolga palička, nareta iz žvepla pa iz konoplje. Rudnik je potreboval veliko jamskega lesa, saj je bilo treba odkopane prostore vedno znova utrjevati. Še več so ga uporabljali za topljenje rude. Les so sekali po pobočjih pece in ga dan za dnem spravljali v dolino do rudniških obratov. Rudarski urad je izdal lastniku dovoljenje za gradnjo peči šele, če je ta dokazal, da ima preskrbljena drva za najmanj 20 let. Kot pripoveduje Agricola, so rudo iskali tudi s takimi pripravami, kot je bajalica.
Rudarji so iskali rudo na krajih, kjer je le-ta izdanjala na površino. Na teh mestih so delali razkope, pinge. Ja, rudo so kopali, davč v gore pece, v male pece, pri Heleni, v Polene, v Žerjavu, na Puatu, na Šumahovem vrhu, v Topli, pa še kje. Potem so rudi po novih sledili tudi v notranjost. Spoznali so, da je ruda navzočala v nekaterih kamninah in še v teh le v določenih geoloških strukturah, kot so prelomi, breče in limonitni predeli. Že v začetku 19. stoletja so začeli v Obrovih postavljati talilne peči, plamenske peči, drobilnice in pralnice. Tudi stanovanja za rudarje so postavljali v Obrovih. O razvoju živahnega življenja v rudarskih naseljih pričajo zgradbe ob vhodih v rudnik. Gasilski dom, pisarne, delavnice, remize, kopalnice. Obrazi izpričujejo zgodbo o trpkem času. Vsi so lastnina. Rudarski delovnik je trajal 14 ur z enournim opoldanskim odmorom. Pričel se je ob 4. uri zjutraj in je trajal vse do 6. ure zvečer. Blajberška unija rudnikov, Bleiberger Bergwerks Union, je postala leta 1889 lastnica vse rudniške posesti. Od tega leta naprej so bile vse jame, vsi predelovalni in drugi zunanji obrati pod enotno upravo, ki je laže skrbela za načrten razvoj rudnika. S povečano proizvodnjo rude pa se je pojavila tudi potreba po modernizaciji njene predelave. Tako so leta 1896 v Žerjavu zgradili novo topilnico. Leta 1914 pa je začela obratovati osrednja izbiralnica rude v Žerjavu. V letih dobrih zaslužkov je lahko knap z eno plačo prehranil nekaj hribovskih kmetij. Bil je gospod, ki je ob dela prostih dnevih v mestu lahko dajal za pijačo. Ponosni obrazi posuti z rudnim prahom. Poteze izpričujejo kleno samozavest. V času svetovne gospodarske krize je tudi na Peci prišlo do plenjenja in ropanja rude vsevprek, saj so odkopavali le najbogatejša rudišča in zanemarjali sledenje oziroma iskanje rude. Leta 1921 je prevzela rudnik angleška družba The Central European Mines Limited Mežica. Proizvodnja Mežice je takrat znašala kar 1% svetovne proizvodnje. Ogromni dobički so se stekali med angleške delničarje. In kako so nekoč odvažali rudo iz gore? Vse do začetka 20. stoletja so rudo od posameznih rovov spravljali v dolino po površini z vpregami. Če pa je bilo pobočje prestrmo, so jo spravljali v dolino na saneh. Vrnimo se v jamski svet, med obojene podobe podzemlja. V sami jami pa so uporabljali različne jamske lokomotive in vozičke, sprva lesene jamske vozičke ali hunte,
ki so jih potiskali po lesenem tiru, pri čemer so nastajali glasovi podobni zateglemu laježu psov. Po Agrikoli izvira od tod tudi njihovo ime. Pozneje so bili tiri in vozički železni. Rudarji so vrtali vedno globlje v podzemlje, da bi odkrili nova rudna ležišča in bogatejše rudne žile. Vse rove in odkope je bilo treba tudi geološko kartirati. Geolog je na karti označil vse značilnosti kamenin, orudenje in tektoniko. Raziskave rudišč z rovi so bile drage in zamudne. Vsako neuspešno odkopavanje in iskanje rude je višalo ceno odkopane rude. Ob koncu 19. stoletja je bil razmah rudarjenja najbolj mrzličen. Raziskovalne rove, s katerimi so iskali rudne žile, je kopala kar polovica takrat zaposlenih rudarjev. Izdelava raziskovalnih rovov je bila poleg odkopavanja rudarjevo najpomembnejše opravilo. Iz vrtine so dobili trdo jedro, ki so ga zložili v posebej za to pripravljene lesene zaboje. Geologi so pregledali in opisali jedra in vzeli vzorce za geokemične analize. Vzorce so nato v geokemičnem laboratoriju glede na vsebnost svinca in cinka analizirali. Napredovanje vseh jamskih prostorov so spremljali jamomerci, ki so geodetske podatke zapisovali v knjigo merjenja. Merili so vsakršne spremembe prostora in jih pregledno vnašali na karte. Srečno. Srečno. Rudarjev delavnik se začne zgodaj. Ko se preoblečajo v delovne obleke, dobi v lamparni vsak svojo svetilko. Ja, knapi smo zmerno hodili na devu z teme v temo. Malce smo nosili pa kar sobo, saj nisi prišel na beli den pred koncem šiha. Peljajo se vsak v svoj del teme in iz jame bodo spet prišli s pozdravom srečno. Besedo, ki je več kot beseda. Je zagovor sreče in urok zanjo. Drugega rudar ne potrebuje. Rudarji se pred vsako izmeno zberejo v prostoru, ki ima svojo posebno zgodovino. V tako imenovani klicalni sobi, kjer so nadzorniki desetletja ugotavljali, kateri knapi so prišli na delo. Štole? Bogdan? Ja. Bukina? Ja. Boste šli tesarit v to desnatkop, pa naredite cimper, tretno podaljšite Košutnik, pa jelen, pa osta danes na 7. obzorju. Ko jim nadzornik določi delo tistega dne, odidejo vsak v svoj revir. Srečno. Srečno. Rudarji pa se odpravijo v rove peš ali s kipom po upadnikih. Majhne skupine se razidejo. Do konca šihta bodo vsak v svojem delu velikega rudnika.
Vrtalne stroje so prvič uvedli v podzemlje pece leta 1905. Odtlej se je število delavcev na vrtinah začelo zmanjševati, toliko bolj pa so naraščali stroški strelnih vrtin. Za rov čelnega profila, 5 kvadratnih metrov, so na primer zavrtali 21 vrtin in porabili 17 kg razstreliva. Da bi del v jami šel naprej, je za knaparijo potrebne še veliko drugih služb. Što je že nekaj novega. Stisnen ali komprimiran zrak, ki nastaja v kompresorskih postajah, je omogočal delovanje vrtalnih kladiv, nakladalnih lopat, vitlov in številnih drugih rudarskih strojev. Kompresorske postaje, ki so bile razporejene po vsem rudniku, so po ceveh potiskale tudi zrak za prezračevanje. Z uvedbo posebnih udarnih kladiv na stisnjen zrak, imenovanih bizon, so lažje vrtali v goro in zanesljiveje iskali rudne podaljške. Že ti cajti. Vse odkopne metode izkoriščajo ugodno lastnost prikamnine, dolomita ali apnenca, v katerih so iskali rudna telesa, namreč njeno trdnost. Zaradi trdnosti prikamnine so lahko puščali za sabo velike prazne prostore, do 400 kvadratnih metrov. Kopali so od spodaj navzgor, tako da so stali na nastreljeni rudi in vrtali v boke odkopa. Edini cilj je bil čim prej doseči varen strop brez rude. Spremenil se je tudi način dela. Na čelu rova sta delala 2 delavca in vsa dela opravljala sama. Rudna telesa so raziskovali tudi z nadkopi med obzorji. Takšne navtične povezave so uporabljali tudi kot drče za spravljanje materijala med obzorji do glavnih transportnih poti. Po letu 1960, ko je pridobivanje rude doseglo vrhunec, je postalo nakladanje rude vedno bolj mehanizirano. Ko so v jamo uvedli škraparje, so lahko s pomočjo te mehanizacije rudo transportirali do rudnih drč. Koliko vrtanja v svet gorskih škratov. Nekdaj skrivnostne in temne jamske sobane so postale v obdobju največjih izkopov podobne velikemu razsvetljenemu mravljišču. V podzemlju pece so za transport rude uporabljali tudi nenavadne jeklene hrumeče prikazni, posebej za jamski svet izdelane samonakladalne stroje, avtolodre. Z ročnim načinom pridobivanja je rudar pridobil 10 ton rude na leto, ki jo je naložil na voziček in spravljal na površino. Sodobno opremo za vrtanje, nakladanje in odvoz iz jame pa se je povzpel učinek na 300 ton rude na izmeno. Odvoz pa so opravljali z manjšimi jamskimi lokomotivami. Za razvoj rudnika je bila zelo pomembna gradnja posebnih jaškov, šahtov.
in rovov, s katerimi so že na začetku stoletja povezovali različne revirje rudnika. Posebna rudniška iznajdba so rudniške žičnice. Skipi, posebne kletke, ki so vozile po upadnikih, so povezovali rudniška obzorja od spodaj navzgor. V strojnici tega jamskega dvigala je nameščen pogonski motor, ki vleče skip ali kletko navzdol ali navzgor. S povezovanjem više ležečih rudišč z dolgimi podkopnimi rovi pa se je tudi način prevoza spremenil. Mimo mene drvijo jamska obzorja. In tako je skoraj ves izvoz rude in materijala potekal na obzorju imenovanem Moring. Obzorje Moring je bilo glavno vozlišče jame. Potegni na 7. Ja. Tu so rudo, ki je prihajala z višjih obzorij po sipkah in drčah, z nižjih pa po upadnikih, nalagali na vozičke, ki so jih zbirali v daljše kompozicije. Zbiranje rude na glavnih obzorjih ter transport po mnogih medobzorjih in obzorjih sta povzročila živahen prometni utrip. Številne lokomotive so prevažale rudo iz sipk do presipnih drč. Prve jamske lokomotive so začele voziti leta 1902. Sprva so za vleko uporabljali trolej lokomotive na enosmerni tok. Zadnja leta pa so opravljali prevoz tudi z lokomotivami na akumulatorski in dizelski pogon. Predstavljajte si, v času največje proizvodnje je bilo v rudniku prek 40 lokomotiv in več kot 1500 jamskih vozičkov. Vozičke z rudo so iz revirjev vozili v Žerjav, kjer so v separaciji iz rude pridobivali svinčev in cinkov koncentrat. Za rudarjenje v globinah je še posebej pomembno zračenje. Za učinkovito zračenje je potrebna razlika v zračnem pritisku. Glavno zračenje v mežiškem rudniku je naravno. To je mogoče, ker rudišče leži na hribovitem terenu in je odprto s številnimi vhodi v rove na različnih nadmorskih višinah. Princip naravnega zračenja omogoča razlika v nadmorski višini oziroma razlika v zračnem pritisku med najviše ležečimi vhodi in najniže ležečimi vhodi. Razlika v zračnem pritisku omogoča pretok zraka. Vseh vhodov v rove je že blizu 300. Rudo so morali ločiti od jalovine. Zato so imeli v Žerjavu posebno rudniško separacijo, do katere je ruda potovala po trakovih. Iz jame so pripeljali rudo že nekoliko zdrobljeno. Potem so jo stehtali, presejali in oprali ter obogatili v težki tekočini.
V vseh teh postopkih se je nabralo več milijonov ton izločene jalovine. Večino rudne jalovine so vračali v opuščene jamske prostore. Del jalovine pa so prodajali kot gradbeni material. Obogateno rudo so drobili v drobilcih, jo razvrščali ali klasirali, jo znova bogatili v flotaciji ter sušili. Tako so pridobili iz rude, ki v čistem stanju vsebuje le do 3% posamezne kovine, mineralne koncentrate z vsebnostjo do 80% svinčeve kovine in do 50% cinkove kovine, kar je primerno za nadaljnjo metalurško obdelavo. Iz tako pridobljenih sivih in rjavo-zelenih koncentratov mineralov svinca in cinka so metalurgi in drugi predelovalci svinca in cinka izdelovali zlitine, svinčevo pločevino, šibre, cevi, akumulatorje, barve, pocinkano pločevino in tako dalje. Trud rudarjev se v ognjenih ritmih izliva v kovino. In kje smo zdaj? Spet v gori. Pravzaprav globoko pri dnu gore. Pri dnu izkopov se v Votli gori stekajo vode iz vseh njenih razpok. Ko so leta 1886 začeli kopati znameniti čez 7000 metrov dolgi Glačnikov rov, so rudarji naleteli na velike množine jamske vode, ki je pritekala pod velikim pritiskom. Rov je bil izdelan tako, da je voda odtekala pod pragovi jamske železnice. Odpravil sem se v tišino potopljenih rovov. Na dnu gore me presenetijo velike zalite dvorane. Naletim na najglobjo vodo v Sloveniji. Zgodba v rudniku dobiva novo, nepoznano stran. Voda je zalila rove nekdanjega rudnika. Prizori spominjajo na vesoljni potop. Dokler so prostosledi rudarili visoko na peci, nad dolino reke Meže in voda ni delala težav. A bolj ko so kopali v globino, večje težave jim je povzročala voda. Večkrat so bili rudarji zaradi tega prisiljeni kopati dolge podkopne rove, ki so jih gradili tudi desetletja. Stari kmeti vemo povedati, da so še te rovi služili velikim rodom, zato smo jim rekli dedni rovi.
Voda dobesedno dere skozi odkope proti spodnjim rovom. Ponekod dere v pravih slapovih. Ko so začeli kopati rudo pod nivojem najnižjih podkopnih rovov, jamska voda ni mogla več odtekati sama. Z različnih delov rudnika se je stekala na najnižji nivo. Vodo so s črpalkami dvigovali prek 117 metrov visoko do rova na 13. obzorju, odkoder je potem odtekala ven. Izčrpali so po 37 kubičnih metrov vode na minuto, za kar so porabili kar 11 milijonov 500 tisoč kilovatnih ur električne energije na leto. Veš tako, da je potrebi veliko knapov. Pumpe so morali laufati noč pa den, da nas ta prekleta voda ne bi zalivala. Osrednje črpališče, kamor so se stekale vse jamske vode, vode iz prav vseh rudišč, je bilo urejeno na koti plus 300 metrov v revirju Union. S poglabljanjem rudišč je postajalo odvodnjavanje za rudnik vse večji problem. Zlasti težko je bilo zagotoviti zadostne količine električne energije za pogon črpalk. Pred zaprtjem rudnika so ustavili črpanje, tako da je voda zalila rudnik vse do kote 417. Iz najglobjih delov podzemlja gore se vračam nazaj na površje. Za seboj puščam vodne rove in lesketave vodne dvorane. Kako podjetna je lahko človeška domišljija, da je mogoče v gori imeti elektrarno. V goro so speljali reko Mežo in uporabili njen padec. V podzemlju Pece je delovalo kar 10 jamskih elektrarn, še danes delujeta 2. Ti dajeta energijo za vse rudniške vodne črpalke in vso svetljavo. Že izveneva zgodba v rudniku. Svojo preteklostjo je rudnik zaznamoval življenje pogorja in doline. Rudnik svinca in cinka Mežica je bilo močno podjetje, ki je dajalo kruh številnim prebivalcem Mežiške doline, saj je imelo prek 2000 zaposlenih. In danes? Pripoved o 300-letnem rudniku gre k koncu. Rudnik v Votli gori zapirajo.
V letih, ko je obratoval, so izkopali rudari pod Peco okoli 19 milijonov ton rude, iz te pa so pridobili 1 milijon ton svinčeve in pol milijona ton takrat zelo cenjene cinkove kovine. Javnost in ekološka varnost mežiške regije sta zahtevali sanacijo že precej ogroženega področja. Nastali so načrti postopne odstranitve neuporabnih rudniških zgradb, načrti o vzdrževanju še potrebnih rudniških rovov, zavarovanju in zazidavi nekdanjih vstopov v rudnik, opazovanju jamskih vod in predvsem ohranitvi naravne, tehnične in kulturne dediščine 300-letnega rudnika. Podzemlje Votle Pece s podobami preteklosti se spreminja v muzej. Pokrajina bo počasi prekrila sledove rudokopov. Podobe omamne zrelosti, ki nas pričakajo na pobočjih okoli gore, se zde podobe večnega brezčasja. Klasje praznuje, neslišna pozvanja v rasti. Na gori pa pozvanja k večeru. Zdi se, da se čas ustavlja. Podobe in postave iz zgodbe o gori bodo obmirovale. Bo stoletna zaščitnica rudokopov Sveta Barbara na visoki straži pod Votlo goro razumela spremenjeni čas? In zdaj, ko ostaja vse manj sledov nekoč živega dela v rudniku, smo še bolj prepričani, da so storili prav, ko so sklenili ohraniti del te bogate kulturno-zgodovinske, tehnične, naravne in etnološke zapuščine v muzeju Podzemlje Pece prihodnim rodovom. To je bila zgodba o gori, o Votli gori in njenem skrivnostnem podzemlju.